odobritve v kalkulusu. Pri odobritvah se gre pa za to, da mora vsak dokument, ki ga da uporabnik v potrjevanje, mora potem nekdo nadrejeni, torej tisti, ki je za tem uporabnikom, potrditi, preden da se lahko z dokumentu nekaj zgodi. Zdaj, klasični primer so na primer prejeti računi, ki pridejo v firmo, tista referentka, ki jih pač vnaša notri v sistem, pošlje račune tiste, ko je pač zapovedano direktorju, in potem direktor to odobri ali ne, in se potem, ko je enkrat odobreno, se v bistvu dokument spet sprosti in lahko računovodkinja dela z njim naprej. Zdaj, klasični prikaz tega bi bil takle. Najprej je treba si nastaviti nastavitev, in sicer greste pod skrbniška opravila, odobritve, in bomo zdaj tole pokazali na primeru prejetega računa. Torej nabava, prejeti računi, potrditev spremembe statusa prejetega računa iz prejetega v pripravljen, končan ali kaj podobnega. Najprej si vklopite stanje potrditve in pa potem določite, za katere uporabnike vse to velja. Namreč, možnosti je zdaj več, ne. V glavnem sta tu dve poti. Ko vi dobite račun, pa imate vklopljene odobritve, si lahko tule prek nastavitev določite, ali gre račun vsak takoj v potrjevanje, ali boste vi samo na posameznem računu obkljukali, da mora iti v potrjevanje. Zdaj, prvi primer je, da itak gre vseh direktorjev v potrjevanje, drugi primer je pa, če direktor reče, dobro, tisto, kar je elektrika, telekom, te stvari, tega niti ne bom podpisoval, ne, bolj se mi gre za tiste izvenserijske račune, tiste bi pa rad pogledal, ne, zakaj se gre. Zdaj, naslednja možnost je potem, da si vklopite, velja samo za e-račune, torej, da drugi dokumenti se ne dajo odobritev, tole, ko so pa e-računi pa. Potem imate število zaporednih potrjevanj. Tule si nastavite, koliko nivojsko potrjevanje želite imeti. Jaz imam sicer nastavljeno za en nivo, če bi tule nastavil za 2 nivoja ali več, bi potem seveda mogel povedati, kateri je tisti, ki na prvem nivoju potrjuje, pa kateri je tisti, ki na drugem oziroma zadnjem nivoju potrjuje. Zdaj, v našem primeru bom pustil tule na 1. Potem si lahko nastavite barvo odobritve, ne. Tule imate barvno shemo in si s tem prikažete določene račune, ki so šli v potrjevanje z drugo barvo, da se takoj razvidni. No, druga opcija je tule sprememba potrjevanja na dokumentu. Če boste imeli to vkljukano, boste lahko tudi na samem dokumentu potem šli spreminjati, ne, tistega, kateremu gre pač v odobritev, potem lahko boste vkljukali, ali sploh gre prejeti račun v odobritev ali ne, in tako naprej. Potem je obvezno potrjevanje, vkljukani potrjevalci, to so razne nastavitve, ne, tega je cel kup, tega ne bi šli vse skozi, jaz bom samo pokazal praktični primer uporabe. Zdaj pa gremo pod nabavo, tole nekaj nastavitve že imamo nastavljene, ne. Pod prejete račune in bomo vnesli nov račun. Tule bomo izbrali partnerja 1987. Zdaj, ker imamo vklopljeno, da mi program kar pri prejetih računih ponuja, da mi prepiše knjižbe zadnjega prejetega računa, lahko rečete tule da. To je tudi ena nastavitev, ko jo mogoče kdaj drugič razložim. Potem pa vnesete številko računa in pa znesek. V tem primeru bom dal, da je 100 evrov. Tule, ko imate pa komentar, pa lahko napišete, za kaj se gre. Na primer, račun za telekom. Če imate tisto opcijo, ne, ko smo jo prej kazali odobritev vklopljeno, imate potem tule na vrhu še en zavihek potrjevanje. In zdaj, glede na to, da smo imeli mi tule, ko so bile odobritve, smo imeli med potrjevalci samo enega vkljukanega, ne, torej direktora. Nam potem na prejetem računu kaže tudi samo tega. Zdaj, če bi jih imeli več, bi mi jih tule pokazalo več in bi lahko tudi izbiral. Zaradi tega, ker takrat, ko direktorja ni, ga mora nekdo nadomeščati, ne, in je treba to v odobritvah prestaviti. Ok, zdaj imamo direktorja gor, potem je pa seveda spet, ko shranimo prejet račun, se še nič ne zgodi.
To pa zaradi tega, ker imamo v nastavitvah nastavljeno, da ne gre račun že takoj pri prvem shranjevanju v potrjevanje. To imamo že magari zaradi e-računov nastavljeno, ne. Ker ko boste e-račune prevzeli, se itak shranijo, ne, in če bi šli že takrat takoj v potrjevanje, vi ne bi mogli naprej obdelati, to pomeni, da bi mogli vnesti stroškovnega mesta, sklica in tako dalje. Grejo pa računi v potrjevanje v skladu z našimi nastavitvami, tako smo prej imeli narejene takoj, ko bomo tule spremenili status. Torej, referentka je zdaj zajela tale račun, lahko bi dodala tule gor med zapiske, bi lahko dala tudi sliko tega računa. Jaz si bom zdaj nekaj izmislil, bom kar tole dodal gor. Ok, tole imamo. In zdaj bi pa ona ga rada dala naprej v odobritev, ne. Torej, tule status spremeni, shrani. Program, ker seveda niso, knjižbe so sicer vnešene, zneske pa ne, ker še ni prišel do računovodkinje, nas opozori, ali ga res želimo shraniti, damo tule da. In itak se ne bo shranil v pripravi, ker je šel prej v potrditev. Zdaj pa mi tole zapremo. Račun je še vedno prijet, znesek ima gor 100 evrov, zraven ima potem tisti zapisek. In če bi šli tale prijet račun gledati, če rečemo moji prijeti računi, je to tale zadnji, račun za Telekom, ne. Vse imamo gor, imamo potem tudi tisti dokument poskeniran in pa tule nam piše, da je prijet, da čaka na odobritev. Zdaj, zgodba gre pa potem naprej takole. Ko grem jaz, da se prijavim kot direktor, ne. Direktor bo pa šel potem tule med moje delo in pa pod sporočila pa odobritve. In tule notri bo imel prikazane vse prejete račune, ki čakajo na njegovo odobritev. Zdaj, opcij, kako se s tem dela, je pa potem več, ne. Ena je, na primer, da si tole odpre, si prebere komentar, klikne lahko na priponko, da mu pokaže tisti račun, ko je bil, in pa potem, ko se odloči, da je vse v redu, lahko dopiše tudi komentar in pa tule da je potrjeno. Lahko bi dal pa tudi zavrnjeno ali pa preklicano, pa bi potem se mogla računovodkinja spet s tem ukvarjati, ne, zakaj je bilo preklicano, pa kaj bo s tem naredili. Druga opcija, lepša, je pa, da klikne kar z desnim gumbom na miški gor in ima potem tule opcijo potrdi zavrni dokument pred ogledom. Tule se mu bo pa dejansko odprlo okence, kjer bo imel na enem zaslonu vse, ne. Torej ima tole za odobritev, potem ima komentar od referentke, ki je vnašala dokument, na desni strani ima predogled dokumenta, tule lahko on svoj komentar dopiše, ki bo potem šel seveda z dokumentom naprej in ga bo računovodkinja videla, in potem ima desno spodaj samo še dve opciji, potrdi ali pa zavrni. Ko ga bo potrdil, bo šel dokument tule iz tega pregleda odobritev ven in se shrani tule med zgodovino. Tule je treba sicer osvežiti, ne, da jih prikaže. In ga imamo zdaj v zgodovini in ga lahko kadarkoli spet pogleda. Računovodkinja pa seveda tisti prijet račun ima zdaj shranjen, odobritev je šla skozi, na dokumentu je tudi prikazano, da je šla odobritev skozi in ona ga preprosto da v pripravo pa poknjiži do konca. To bi bilo vse.